Živeli youtuberi, evo, danes sem se odločil, da bom naredil en posnetek, sicer malo šraufanja glede moje Honda Accord letnik 2004. Ugotovil sem, da voznikova stran ne gre kakor so voznikova stran, in sicer zato, ker baje, kakor sem bral na netu, se je zamaši lahko noter v pečki tiste cevkice in sem se jaz odločil danes, da probam to spucati. Imaš dve vrsti popravila, v bistvu poceni vrsta popravila je, da daš dol cevi, spucaš z vodo, z zrakom, daš nazaj, upaš, da bo grel. Če to ne zadostuje, potem je ta dražja stvar, in sicer menjanje pečke. No, na netu sem videl pač postopek, kako se to dela, in ker jaz pač včasih malo šraufam, tako bolj take enostavne stvari, sem se odločil za vas, da naredim en posnetek, tako easy, če bo kdo še kdaj imel kakšen problem, da lahko proba in poroča nazaj, če je njemu to delovalo. Jaz ne vem, če bo pomagal, ampak upajmo, da bo. Sicer, zdaj sem tukaj par stvari pripravil, ki jih morate imeti za pač ta postopek, in sicer osnova je klešče. Ne, klešče, jaz sem zdaj ene take navadne, pa ene papagajke, zato da lahko daš z cevi dol tiste pač, pa so že tiste varovalke. Pol vzel sem original antifriz za Hondo, ker sem bral, da je ta, ker ima Honda aluminijaste bloke in pač mora biti nesilikonski ta antifriz, da ne bi kjer žrl vamo tamo. In sem rekel, ajde, da bom pač tistih 20 € za 5 litrov original antifriza, namesto tistih, ne vem, 12-15 neoriginal. Se pravi, za Hondaše priporočam original, tako sem prebral, drugače bi zdaj tudi cenejšega. Pol eno tako navadno, kako bi rekel, čisto obično kantico za spiranje, pa destilirana voda, jaz sem dal kar 5 litrov, navadne destilirane vode, kupite lahko v trgovini za spiranje celega sistema, preden bomo nalili not antifriz, pa sodo bikarbono. Sodo bikarbono sem pa v bistvu, malo sem pomislil, malo sem vprašal, so rekli, da je najbolj naravna, da naj ne bi razžrla not kakšne plastike oziroma gumice v pečki. Zato sem rekel, da bom to zmešal, not olivil, pustil nekaj časa, da reže in ven pač spucil. Zdaj eni so rekli, da uporabljaš kisline, pa to jaz osebno si ne upam uporabljati kislin, ker ne bi rad, ka pol vse skupaj končam, da mi pač pečka se uščije, po domače povedano, in zato ne priporočam kisline. No, zdaj sem tako na hitrco, a ja, morate imeti pa še kompresor za zrak, pa vsaj kakšno vrtno cev za vodo, s katero vse spucate. No, to je zdaj za začetek, naprej nadaljujemo pa avto. Tukaj prva stvar je, kar morate narediti, je, da spustite, se pravi, hladilno tekočino. Sicer greste spod, ponovadi je en tak dušek, da temule hladilniku, večina avtomobilov to ima. Jaz sem že malo prej odtegnil, date v spod, pač eno cevko, eno tako posodo date in spustite vodo. Upate, da ne bo vse stekel po tleh, a ne? Tega je kar ene 5 litrov. Pač tako čepak je in pustite nekaj časa, da se steče. In zdaj, ko smo mi to pač spustili vodo, ta čep še prej moraš odpreti, zato da je lažji pač, da ni več podtlaka. Smo spustili vodo, smo vspod zašraufali in zdaj moramo najti dve cevke, sprav dve cevke, ki gre sta v pečko. In sicer v temu primeru sta tale, če se kaj vidi tole, tale pa tale. Ena gre ven, ena gre not. A vidite? Zdaj to moraš pač vendati, se pravi tukaj dol. Vidite tole, tele varovalke moraš dati dol, cev ven potegniti in pol nabiti v to cevko, se pravi vodo, zrak. No, zdaj bom jaz to pač pošraufil dol in pol nadaljujemo. Pol, ko vam rata, komi dobiti te cevi, tako kot je meni zdaj ratal, veš, tukaj, se pravi te dve cevi daš ven, zgubiš en šraf ciger, ki pade dol, malo si polomaš roke, odčupaš vse skup, in pa, ko to enkrat daš ven, pa vzameš v bistvu zrak oziroma vodo, pa probaš spucati. Pol, kaj naredimo, damo v eno cev, damo tole na pač kantico, da ven svinerijo spihamo, vzamemo tale na zrak in probamo pač spihati, če se kaj svinarije nabere. Damo not, gurnemo in
ne preveč, da tako razfuka. Skratka, nič, ponovimo postopek na drugo stran. Nekaj svinarije pa je. Nekaj je, se vidi kaj. Nekaj je. Vzamemo in ponovimo postopek v drugo stran. Naguramo not, fino. Zaborimo notra orang. Prav, malo eno stran, malo drugo stran, ne. Pa, ko smo to naredili, nekaj vode je šlo, ponovimo to vse naprej z vodo. Vzamemo vodo cel in počasi odpiramo in pogledamo in speramo ven. Enkrat z ene strani, enkrat z druge strani. Ponavadi v onih filmih, ko gledaš po starih, je ful rjav, pri meni nič ni rjav. In malo sperati, ne. Ne preveč pritiska, da ne bo sfukal kaj. In pa ponoviš na drugo stran. Pa jebi ga sam. Ta je malo tanjša, to pomeni veliko špricanja. Ako ne zaboriš dober not, upam, da bo šlo. Jebem ti. Vidite, zakaj jaz nisem šel za mehančara? Eto zakaj. Jebi ga zdaj. Eto zakaj jaz nisem šel za mehančara. Jaz sem rekel, zakaj so te roki. Te roki so za nežne stvari. Da jaz prste turam kot tele cevi. Eto pa zdaj. No, skratka, tole sranje ne gre gor. Veš te, kako je, če da prevelikega turaš noter, ne gre. Isto je to. O jebote, ode mi snimka. No, pač kratka nabijemo ovako. Tako ne gre. Rečemo, tega damo dol. Levo glas. Tega damo dol. Tega damo. Nabijemo ga gor. Nek šprica. Če ste kaj mokri, to nič kaj tazga. Voda gre čista, ponovadi sama svinarija ven gre. Tukaj ne gre nič ven. In pa, ko ste tako mokri, vzamete sodo bikarbona. Vidite? Soda bikarbona. In naliješ noter. Teči ven. Nalijete noter, lepo. Do vrha. Do jaja, pravi. Tako. Zdaj pustite malo to sodo bikarbona, da radi. Prav, da vse skupaj malo rže. Čeprav mi je sumljivo, nič svinarije ni šlo ven. Tako da po 10 letih je en isti antifriz dober. No, pol, ko vam rata sprati ven to sodo bikarbono, date nazaj te cevke. Pa nalijete destilirano vodo. Noter vzamete en tak lijaček in nalijete cel, se pravi sistem, nalijete z destilirano vodo. Ko nalijete, pržgete, se pravi pržgeš avto, čakaš, da se ventilator pržge, se pravi, da termostat preklopi, da gre voda po celemu sistemu. In zakaj to delaš? Zakaj daješ destilirano vodo? Zato, da spucaš sistem, preden uliješ nov antifriz. Pa naliješ do konca, naliješ še v ekspanzijsko posodo in pržgeš avto. Pa med tem časom, ko avto dela, se pravi, on sam poskrbi, da gre ves zrak ven. Med tem časom, ko termostat pržge, gre
se ta vodni krog v bistvu poveča in gre še čez pečko. No to pač tam nekaj časa narediš, zato da spucaš sistem in pol ven spet vse zliješ. To, kad zliješ, zapreš, se pravi spod zapreš in daš še novo tale antifriz in to naj bi bilo to. Med tem časom, ko avto dela, da se tam prezrači sistem, odvečni antifriz nikoli zlit v kanalizacijo, ker to je pač stopena stvar. In najboljše je, da date eno tako posodo, zaprete in odnesete, ne vem, na Petrol, kakšnemu mehaniku in oni pol to v bistvu ustrezno pospravijo. Tako da bomo probali, če sem imel prelivke. Ne, sploh ni nič prelil se. Pa vedno si umijte roke potem, ko antifriz vam steče po koži. Zakaj? Zato, ker taka lepljiva stvar pa ni glih prijetna. Kakor vidite, tole je 10 let star antifriz. To zdi se mi, da je okoli 10 let. Kaj nov, a? Kaj pravite? No, zdaj upam, ko bom nalil nov antifriz, pa ko bom probal gretje, upam, da sem popravil. Če pa ne bo dober, pa sledi samo armatura dol, pa 1000 evrov popravila. Čeprav vse še gre, tako da tistega jurja, da bojo dobili od mene, bo oren moral biti Sibir v avtu. Evo ga, genau. Sprav, kakor sem rekel, nikoli tole zlit v kanalizacijo, vedno eno ustrezno posodo, pa odnes mehaniku vulkanizerju. No, zdaj, ko smo nalili vodo noter, prezračali sistem, malo sem se mučil, da prezračen sistem, oziroma malo mi je delal preglavic, ker ta sistem pri Hondi nima nobenega oduška in v bistvu moraš avto pustiti laufati, zato da sam se prav prezrači, pa to kar nekaj časa traja. V bistvu morate počakati, da se ventilator vsaj ene dvakrat pažge, pa dolijate vodo, dokler pač ni do vrha in vidite, da ni več mehučkov. Fora je v tem, da pri tem avtu ful dolg časa rabi, da se prižge ventilator, celo mogel sem en krog jet voziti, ker sem dal premalo vode na začetku, mi se avto začel pregrevati, budala jaz. In pa hvala Bogu, da imam enega prijatelja mehanika, ki mi malo pomaga, tako da jaka svakati čas na pomoči in na svetih. In sicer pač dolil sem vodo do konca in zdaj je vse v redu. No, danes bomo pa izlili to vodo in ulili original antifriz noter, zato da smo lahko v bistvu brez skrbi po zimi. Zakaj sem vzel original? Ko sem že povedal, Honda pač priporoča original zaradi neke nesilikonske sestave in aluminijastih blokov Hondinih in pač to najbolj paše s kapkata na mamo. No, pa gremo pogledati, kako se tista voda spusti, pa da nalijemo do konca, prezračimo in finito. No, polka smo odprli čep, pa se je voda iztekla, čas previdno damo ven. Evo, toliko zelena voda, se pravi toliko je še not antifriz zaostal, kljub temu, da smo nalili samo vodo. Se pravi, zdaj smo nekako komplet spucali sistem. Sicer ne pozabimo čepa dati gor, pazite, da je čist, da ni kakšnih kamenčkov gor, pa to, zato da ne bi slučajno zamakali oziroma spuščali. Se zavlečemo za avto, pod avto mislim, malo vam steče v rokav, to je normalno, to je užitek mehankarskega posla, da te ledvice bolijo, da si potočeš roke, da si moker. Kaj češ lepšega? Vzameš malo klešte, to da zategneš malo. To je to. Sprav, tole odnesemo nekam, da primerno odstranijo. Vem, ti skozi mora brusiti tam. Znači, zdaj pa. In še zadnji del našega servisa je ulivanje antifriza. Pač da se samo tim ulivate, dokler ne prije do vrha. Tale antifriz je že zmešan, 50-50, glih primeren za naš avto.
In pa, ko nalijete, pržgete avto. No pač, ko nalijemo do vrha, gremo pa pržgemo motor. Čep morate paziti, ne pade dol. In počakamo, da se sistem prezrači. No in bistvo vsega tega je, da zdajle zadeva voznikova stran in sovoznikova stran enako grejeta. Se pravi, prej voznikova stran je slabš grela kot sovoznikova, ker sta dva jedra noter. In zdajle, kakor vidim, gre enak kakor sovoznikova. Tako da ta moja mini operacija je uspela in za vse vas, ki imate podobne probleme, ki boste imeli, pogledajte si posnetek, mogoče vam pomaga. No, čas grem pa naprej žurat. Čau! Neč, uživajte. Živali! In tako se žura vmes, ko se avto greje. Tako so čapci plesali včasih. Kje je smala? A ti meni dala vode iz bokala?